Dobrodošli nazaj vsi skupaj. Danes si bomo pogledali pomembno temo in to je pogosto ravno tista manjkajoča povezava v zdravju. Dostikrat mi ljudje pravijo, ampak Barbara, saj dovolj vode pijem, telovadim vsak dan, jem rastlinsko hrano, svež zrak imam, ko spim, ne jemljem stimulansov in vsak mesec, ko imam svojo periodo, imam grozne bolečine. To mi pove, da je nekaj narobe s hormoni. Sedaj bom pričela z nečem, s katerim vas bom popeljala skozi nekaj simptomov hormonskega neravnovesja. V pregovorih 11, prva vrstica piše: tehtnica lažniva je gnusoba v Gospodu. Polna teža pa mu je po volji. Kaj pa mi? Tudi mi, ko je naš telo uravnovešen. Naše telo pa deluje na zelo natančnem ravnovesju. Danes si bomo pogledali, kako je, ko hormoni niso v ravnovesju, in potem si bomo pogledali, kako naj bi to funkcioniralo, in potem si bomo pogledali, kaj to spravi ven iz ravnovesja. Ker ne pride bolezen brez vzroka. Nekaj prihaja v telo, kar povzroča to neravnovesje. In na koncu si bomo pogledali, kako nazaj pripeljati ravnovesje. Ker to je to, kar si telo tudi želi. Naše telo je narejeno, da se samo zdravi. Torej, mi moramo sodelovati s temi procesi. Tu je nekaj simptomov hormonskega neravnovesja pri ženskah. Prezgodnja menstruacija. Normalno menstruacija pride pri 16-18 letih. Večina ljudi tega danes skoraj ne pozna več. Mnogo punc začne menstruirati pri 9-10 letih. Kot vidite, tukaj nekaj ne deluje. Močne in zelo boleče menstruacije. Premenstrualne napetosti, stres in strah v tistem času. Endometrioza, ko se to vneto tkivo vrašča tudi v druge organe in ko ima ženska to endometriozo, ima hude bolečine tisti teden, ko ima svojo periodo. In pokazala vam bom, zakaj je temu tako. Fibroidi v maternici, sindrom policističnih jajčnikov, rak maternice in materničnega vratu, rak dojk, problemi s ščitnico, depresija. To je nekaj simptomov hormonskega neravnovesja pri ženskah. Kakšni so pa simptomi hormonskega neravnovesja pri moškemu? Lahko gre za malo spermicidov, nesposobnost imeti erekcije, problemi s prostato, preveč ženskih hormonov, ki povzročajo, da je moški preveč ženski, ali pa preveč moških hormonov v ženskih, pa te postanejo bolj možače. Torej, kar vam bom sedaj pokazala je, kako bi ta cikel moral izgledati. Kot prvo bi vam pa rada predstavila hormone, ki so odgovorni za to. Bodite pozorni, iz česa so naši spolni hormoni? Iz holesterola. Dr. Malcolm Kendrick v njegovi knjigi The Great Cholesterol Con je rekel: prvič, normalne ravni običajne življenjske snovi v telesu imenujemo bolezen. Sedaj vidite, zakaj sem si to na pamet naučila? Dobro pove. Če nimamo dovolj holesterola, to bo motilo naš hormonalni sistem. Naši hormoni ne morejo delovati. Iz holesterola naš telo proizvede pregnenolon in iz pregnenolona naredi progesteron. Progesteron je pa ključni hormon. Iz progesterona je narejen estrogen, prav tako testosteron, in hkrati tudi adrenalinski hormon, in zato je tudi ta progesteron ključni hormon, ker je prednik za vse ostale hormone, predhodnik. Naj vam razložim mesečni cikl. Razložila ga bom kot neke vrste ples, zato ker različni igralci pridejo na oder ob različnih časih meseca. Temu bomo rekli plesa. Torej, prvi hormon, ki bi vam ga rada predstavila, je progesteron. Progesteron bo nosil zeleno oblekico in njegova vloga je hormon sreče. In brala sem v Ellen White, kjer piše, da naj bi dom bil zelo srečen kraj, kjer naj bi bilo smejanje in sproščenost. Ali ni to čudovit kraj potem za vzgajati otroke? Ampak so nekateri domovi, kjer
ni srečen dom. In to je lahko morda zaradi tega, ker žena ni v srečnem stanju. Morda zato, ker ji primanjkuje progesterona. In pogledali si bomo, zakaj je temu tako. Drug igralec, plesalec v tem ciklu, v plesu, je estrogen. Estrogen, njegova glavna funkcija je spodbojevalec razmnoževanja celic. Torej, razmnoževanje celic povzroči, da začnejo celice rasti. In tako suhcana mala deklica odraste v čudovito odraslo žensko. Zato je odgovoren estrogen. Če pa ravni estrogena ostanejo visoke, potem lepo oblikovana ženska se lahko izgubi obliko, je preveč obilna. Estrogen rada primerjam z ognjem in vodo, ki je dober služabnik, a slab gospod. Veliko pregovorov govori o dilemi, ko služabnice postanejo ljubice. Ni dobra reč, kaj ne? Estrogen je pomemben tako kot ogenj in voda. Ampak ko je brez nadzora, kontrole, povzroča veliko problemov, kot boste videli. Torej, pričnimo s tem, da si pogledamo mesečni cikl. To je 28-dnevni cikl, naj bi bil. In prvi dan je, ko ženska prične z menstruacijo. Prvi dan je raven progesterona nizka. Torej, progesteron je nekje vzadaj na odru. Prvi dan je tudi estrogen zelo nizek. Pri 7. dnevu pa začne rasti do 14. dne. In 14. dne estrogen postane glavni plesalec na odru. Poglejmo si odr, kjer se ta ples odvije, kar so reproduktivni organi telesa. Torej maternica, jajcevod in jajčniki. To je maternični vrat in to je porodni kanal. V tem času, v mesecu, kjer se estrogen povečuje in spodbuja rast celic, estrogen povzroča veliko rast celic na maternični steni, kar povzroči, da se tvori krvno gnezdo. Če je estrogena preveč v tem času meseca, potem se tvori preveč endometriuma. In to se prične širiti tudi izven abdominalne votline in povzroči endometriozo, izven maternično krvovenje. V tem času meseca, kjer je estrogena veliko, se stimulira tudi razvoj jajčec, da se popolnoma razvijajo. V tem času meseca pod vodstvom estrogena se sprosti tudi neka oblika lubrikanta v porodni kanal. Pri dnevu 14-15 se polno razvito jajčece sprosti iz jajčnika in majhna vlakna na koncu jajcevoda jajček potegnejo navzgor, gre navzgor, gor. In tako jajcevod se vedno premika v tej smeri in zato povzroči gibanje jajčka. Luknja, kjer se jajček odpre, povzroči neko vrsto žul. In ta žul se imenuje corpus luteum. Ta mali žulček je zelo pomemben, ker corpus luteum je glavni prostor, kjer se estrogen proizvaja v ženskem telesu. Torej sedaj vidite, zakaj je pomembno, da ženska vsak mesec ovulira. Torej vsakeč, ko ženska ovulira, ko se jajček sprosti, se proizvaja tudi, se naredi corpus luteum in to povzroči, da imamo dovolj progesterona, in kar je pomembno tudi za vse ostale hormone. Kakšen učinek ima rast progesterona? Progesteron poveča žensko željo, voljo, da je seksualno bolj voljna v tem času meseca. Progesteron ima tudi učinek, da dozori maternična stena. Progesteron primerjam s tistim, ki ometa in barva steno in stori zaključna dela na maternici. Ampak progesteron ima še en učinek in to je na materničnem vrat. In maternični vrat je vhod v maternico. Materni vrat je potem tako kot mala blazinica z majhnim gumkom v sredini. Ampak poglejme se to iz strani. Iz strani pa izgleda približno takole. To je ta blazinica in tu je mali sluzni čep v sredini. Pod efekti učinki progesterona v teh času meseca se sluzni čep odpre, ustnice se malce napnejo in ena posebna oblika lubrikanta se sprosti okoli materničnega vratu. In ta lubrikant je narejen specifično, da spodbudi vstop spermijev v maternico. In to bomo še videli. Torej vidite, da
je oder pripravljen za nastop moškega. Naj vam podam nekaj številk. Ocenjeno je, da je pri ejakulaciji približno 200 do 500 milijonov spermijev sproščenih. To je najmanjša celica v človeškem telesu, spermij. Včasih tudi do polovica teh spermijev pride nazaj ven. Če se spermiji soočajo s tem materničnim vratom, ni ravno lahko vstopiti zaradi sluzastega čepa in premalo tega posebnega lubrikanta. Ampak te so tako majhni, morda jih nekaj celo pride čez. Ampak ko se spermije srečajo s tem materničnim vratom, potem jih ta lubrikant dobesedno prime in požene noter naprej v maternico. Še vedno ima dolgo pot. In nekateri gredo celo pot in grejo po napačni poti in tam umrejo in jih telo odstrani. Nekateri gredo pa pravo pot in zato vidite, zakaj jih je Bog naredil med 200 in 500 milijoni. In potem, spermij najde svojo nagrado, kar je jajčece. Ovitek od jajčeca izgleda približno takole, kot nekakšne gube, male. In spermij se mora preriniti s svojim nosom tukaj vmes v gubo. In ni lahko, da vstopi. Ni mu lahko. Torej se mora preriniti noter, torej se prerine in preden gre noter, mora izgubiti tudi svoj rep. Ampak takoj, ko se prerine znotraj v jajčece, se ostale gube zaprejo in sprosti se kemikalija, ki pobije vsakega spermija, če bi še hotel vstopiti v jajčece. Neverjetno je, kaj nam znanost kaže, kako deluje človeško telo. Na vsakem koraku lahko rečemo Psalm 139:14. Hvalim te, da sem storjen na strašen in čudovit način. Čudovita so dela tvoja, predobro to pozna duša moja. Torej, če pride do spočetja, potem se progesteron poveča za 200%. Zato tudi pogosto rečemo, da so nosečnice kar cvetijo, ker če ne, kaj to nakazuje, da ji primanjkuje progesterona. In zakaj temu tako, si bomo še pogledali. Progesteron je samo en hormon, medtem ko so 3 hormoni estrogenov. E1, estron, in ta ima močno funkcijo razmnoževanja celic. E2, estradiol, prav tako za razmnoževanje celic. E3, estrial, pa je zelo delikaten estrogen. In nivo estriala se dvigne za 200% pri nosečnosti. Kaj se pa zgodi, če ne pride do zanositve? Potem pri dnevu, 26. dnevu, imate padec progesterona do dna. Pri 26. dnevu tudi pade estrogen, to smo že povedali. In ko oba dva hormona padeta, se prekine dotok krvi v maternico in ko se to zgodi, tista nakopičena kri odpade in ponovno smo na prvem dnevu mesečnega cikla. In tako naj bi tudi to izgledalo. Nažalost pa to ne izgleda več pri mnogih ženskah sploh. Preden vam pokažem, kaj povzroča te motnje mesečnega cikla, bi vam rada povedala nekaj o spermijih. Ko spermij vstopi v žensko telo, je to tujek za njen imunski sistem. Ampak ko gre spermij skozi prostato, žlezo, dobi lastnosti imunskega zaviranja. Torej, imunski sistem ženske z obrambo proti spermijem, spermiji pa imajo ta imunski zaviranje in tako spermij preživi. Ali ni čudiš, da smo sploh tukaj, če vidimo, kakšni postopki so sploh potrebni, da človek nastane. Ampak imam pa dobre novice za vas. Žensko telo ima spomin. In vsakeč, ko moževi spermiji vstopijo v žensko, se imunski sistem postavi na noge in potem reče, se je mož, bomo pustili naprej. Torej grejo spermije naprej. Ampak to je zelo pomembna točka, zaradi tega, če si predstavljate, kako nevarno je z žensko, ki ima veliko partnerjev, si predstavljate, kako nevarno je to v primeru analnega seksa. Za moške in ženske je to neverjetno nevarno. To bom razložila za vas odrasle, da to razumete, da porodni kanal
lahko prenese nekaj udarcev. Debelo črevo pa tega ne more prenesti. Debelo črevo pa je zelo tanko in nežno. Torej v primeru analnega seksa je izjemno fiziološko nevarno. Nevarno za anus in za debelo črevo. In tudi za imunski sistem. Zato, ker gre do snovi z imunskim zatiranjem na področje, kjer nikoli ne bi smeli biti. Vprašanje? Ko ste govorila o mnogih partnerjih, ste mislili na vseh naenkrat ali preko let? Ja, govorim o mnogih preko določenega časa, se pravi let. Kaj je Bog namenil za nas? Enega partnerja. In to je pravo. In to vidite tudi, da je Božji načrt najboljši načrt. Ampak v Avstraliji danes, in vem, da tudi v ameriških filmih, da je posod seks prikazan kot šport. In ženska in moški bosta šla ven, spila pijačo in končala v postelji. In naslednji vikend bo že drug partner. Torej, na to se tudi nanašam, ja. Kaj torej povzroča te motnje? Prvič, 1957 so uporabili prvo kontracepcijsko tableto pri ženski. Ampak moški in ženske imajo in bodo zato plačali zelo veliko ceno za tako rekoč seksualno svobodo. Tabletko so uvedli zato, ker so ženske želeli imeti seks, brez da bi zanosile. Kaj torej je tableta? Da bi razumeli, zakaj je tako nevarno, moramo prvo vedeti, kaj sploh je ta tabletka. Farmacevti gojijo na hektarje in hektarje mehiškega wild yam rastline. In ta wild yam vsebuje kemikalijo, ki se imenuje diostenin. In v laboratoriju diostenin lahko pretvorite v progesteron. Imenuje se progesteron zato, ker ima identično molekularno strukturo, kakor jo ima progesteron, ki ga ima naše telo. Ampak farmacevtsko podjetje ne more patentirati narave. Patentirajo lahko samo nekaj, kar je novo. Zato ne marajo sodobikarbone, ker tega ne morejo patentirati. Torej, kaj storijo? Dodajo nekaj atomov tu, na tem področju, in potem dobijo sintetičen estrogen. In v poznih 80-ih, zgodnih 90, ko so priznali, da čisti estrogen povzroča toliko problemov pri ženskah. Zato so morali pričeti dodajati še nekaj progesterona v tablete, da bi zmanjšali probleme, ki so jih se pojavljali zaradi čistega estrogena. Avstralsko ministrstvo za zdravje, in to je bilo pred 15 leti, so rekli, da je estrogen znan človeški kancerogen. Razumete? Ker povzroča razmnoževanje celic. Tako so prišli do ideje, dodali so nekaj atomov na to molekulo in so tako prišli do sintetičnega progesterona, ki se sicer imenuje progestin oziroma progeston. Je to pomagalo? Ne. Zato, ker sedaj to blokira progesteron, prijemnike v telesu in s tem ni nič popravilo. Mnogo žensk, ki so na tabletah, kontracepcijskih, v svojih najstniških letih, jaz prihajam iz dobe baby booma, torej moje prijateljice in jaz smo vse bile na tabletah. Vse, ki sem jih poznala, so bile na tabletah. In to je bilo v 70 letih. Nismo niti razmišljale. Ali ni to tako, kar se zgodi? Ljudje nič ne sprašuje. Prosim, podvomite vse. Vse podvomite. Nič nismo razmišljali, da bi bila kakšna nevarnost. Ampak kar se je zgodilo pri mnogo teh ženskih danes imajo menopauzo. In nekatere ženske mi pravijo, ampak Barbara, to je bilo pred 30 leti. Res je, to je bilo daleč nazaj. Ravnovesje se je podrlo pred 30 leti in še vedno to drži. Zdaj, ker te ženske gredo danes čez menopauzo, imajo vročinske vale. Preveč estrogena povzroči, da se kapilare razširijo in tako povzroči, da gre kri pod kožo in mož to jasno opazi, ker se ženske odkrijejo sredi noči. Zaradi tega pridobijo tudi težo na trupu, predvsem na trupu. Ne morejo spati po noči. Depresija, problemi s ščitnico. Veliko estrogena povzroča probleme pri delovanju ščitnice. Progesteron spodbudi celice, ki gradijo kosti.
osteoporoza. Razumite, vse ta področja. Elaine Hollingsworth, pisateljica iz Avstralije, je napisala knjigo z naslovom Kako uničiti industrijo bolnikov, kar sicer imenuje množičen pokol milijonov žensk. Spet vidimo velikega zapeljivca za tem. Jaz verujem, da večina zdravnikov naredijo najbolje, kar znajo. Verjamem, da večina zdravnikov, da so iskreni in profesionalni. Ampak ne verjamem farmacevtskim podjetjem. In oni so si to izmislili. Torej imamo žensko, ki ima vročinske vale, je tudi generalna direktorica velikega podjetja, ima sestanke in potem pridejo te vročinski vale. Gre k zdravniku in reče, nekaj moram storiti glede tega. Torej da hormonsko terapijo zdravnik. Še več sintetičnih hormonov. Srečna je zato, ker so se ustavili vročinski vali. Ampak zakaj so se ustavili? Zato, ker te sintetični hormoni pride v telo in telesu daje lazno informacijo, kot da je telo noseč. Torej, namesto da bi energija šla v kožo, gre energija v notranjost. 6 let kasneje bulico na prsih, v prsih in rak prsi. Zdravnik jo vzame dol iz hormonske terapije. Zakaj? Ker ve. In če rečete zdravniku, zakaj ste mi pa potem svetovali? Ja, zato, ker ste strpeli in smo vam pomagali lajšati vaše probleme. In to je res. In ne bodo vse ženske dobile raka prsi. To je tudi res. Ne vem pa glede vas. Ampak če bi jaz imela izbiro vročinske vale ali raka, bi raje imela vročinske vale. In kakor vidite, zdravniki so izučeni, da ko pride do problema, da jim morate to dati. To se učijo. To je pa to, kar vi date vašim gostom. In mnogo ženskam je to všeč, zato ker se te vročinski vali ustavijo. Ampak zdravila ne zdravijo bolezni. Samo spremenijo obliko in področje bolezni. Samo telo samo je efektiven zdravilec. Torej najbolj smotrno je, da sodelujemo s sistemi v telesu. Ampak jaz sem zelo vesela, dr. John Lennon, ker je v 80-ih bil prvi zdravnik, ki je spregovoril temu. Napisal je knjigo Poglejte, kaj doktor vam ne želi povedati o menopauzi. Kaj se torej zgodi s tabletko? Pokazala vam bom, kaj se zgodi s tabletko. Zapomnite si torej, da najpomembnejši hormon naj bi bil progesteron, on je naša zelena barva, drugi je estrogen. Vsak mesec na tabletki se pa zgodi sledeče. Ne sprostijo se jajčeca, to povzročijo tabletke, ker telo misli, da je nosečo. Torej jajčeca se ne sprostijo. Torej noben corpus luteum se ne tvori. Torej kam gre progesteron? Mesec za mesecem s tabletko, sintetičnim estrogenom, kam gre ta estrogen? Kar naenkrat imamo velik problem. Imenuje se estrogenova dominanca. Estrogen je dober služabnik, a slab gospodar. Torej tukaj pa je gospodar, ki je tako visoko. Kje je progesteron, mimo grede? Tukaj spodaj. In kaj to povzroča? To je povzročitelj vseh teh fibroidov v maternici. To je povzročitelj cist na jajčnikih. Vzrok za polipe v maternici. Vzrok za raka na maternici. To je eden izmed faktorjev. Ženske, ki imajo veliko partnerjev in imajo preveč seksa, sigurno lahko oslabi maternico in hkrati kršijo še vse naravne zakone. Potem vidite, kako imamo tukaj že kar nekaj dejavnikov. Visoki estrogen povzroča preveč endometrija, tukaj imate endometriozo in vsak mesec, ko se ravni spustijo in maternica krvavi, vsi ti žepki krvavijo in to povzroča veliko bolečine, ker ta kri ima nikamor iti. Nekoč mi je 25-letna deklica povedala, da ima endometriozo in sem šla k zdravniku in mi je rekel, vse bo v redu, ko bo šla v menopauzo. Kaj to pomeni? 25 let še trpljenja? Kaj zdravnik lahko stori je to, da postrga te žepke. In to bo malce olajšalo, ampak sedaj imamo brazgotine na tkivu. Če ne odstranite vzroka, nikoli ne boste imeli zdravila. Previsok estrogen s svojim učinkom razmnoževanja celic povzroči ciste v prsih, povzroča kalcificirane skupke v prsih, raka,
Kje pa je progesteron? Srečni hormon je izginil. To razloži tudi premenstrualno napetost. Nekoč sem neko žensko vprašala, ali vi dobite predmenstrualno napetost? Rekla, ne, jaz samo en teden v mesecu sovražim svojega moža. Druga gospa mi je pa rekla, jaz ne vem, vprašajte mojega moža. In on je rekel, ja. Vidite probleme z vsem tem? Napačno ravnovesje ni dobro. Cela družina to ve. Cela pisarna to ve. Še več imam za povedati. Obstajajo ljudje, ki nikoli niso jemali tablete, tudi njihova mama ne. In mimogrede, če je ženska na tabletih, preden rodi svojim otrokom, rodi svoje otroke, moškega ali žensko, oba dva boste imela hormonske probleme. Druga reč, kaj povzroči, da se piščanec razvije v 5 tednih? Rastni stimulanti. Nezakonito je dati rastne hormone pišancem, zato so gensko spremenili pišance, da bi proizvajali več estrogena. Zato, če nekdo želi jesti jajca in želijo svoje kure, potem jim rečem, ja, veste, skoraj boste mogli do tistega 100-letnika, ki ima svoje pišance od njegovega očeta. Ja. Na našem programu je bila gospa, kmetica, govedorejka, je rekla, veste, da farmacevti mesečno trkajo na naša vrata in hočejo prodati rastne stimulanse, ker se sedaj še ne prepozna v krvni sliki. Vse to pa veste, da gre v tkivo. Biblija pravi, vemo namreč, da vse stvarstvo skupno vzdihuje pod prekletstvom greha. Ellen White je pisala, da meso in mleko ne bosta primerna za uživanje. In upam, da moja ilustracija dr. Atkinsa, da so mlečni izdelki in meso dobra za nas. Ne, nikakor ne. Niso varni več. Iz mnogo razlogov. In zelo cenim kitajsko študijo, kjer nam je Colin Campbell pokazal zelo jasno, kaj to povzroča. Torej, če je v mesu, je torej tudi v proizvodu. Če je v pišancu, je tudi v jajcu. Torej, kaj bi vam v bistvu mogla povedati, da je to v samem proizvodu? Eno izmed najhujših seveda so pišanci. In koliko ljudi se misli, da je belo meso bolj varno od rdečega mesa? Ne. Imam knjigo doma, ki je napisal zdravnica, ki pravi, da vsak rak lahko povežemo s pišancem, kar delajo s pišanci danes. Ne vem, kako je pri vas, ampak pri nas v Avstraliji ne moreš priti niti 2 kilometra blizu pišančereja, zato ker to tako grozno smrdi. In vsi so v malih kletkah in grozno. Vprašanje, gospe. Pravite torej, če imate tudi svoje pišance, je isto, ker se te genske reči nadaljujejo? Barbara pravi, ja, res je, zato je najboljše, da če že, potem da imate zdrave pišance. In če res imate kure in imate nekaj jajc, potem morate najti zdravo kuro in da jejo bio, koruzo in tako naprej. Vse razumete. Kar je v mesu, je tudi v proizvodu. Kako je torej z ribam? Ko imate 80% žensk na tabletkah ali hormonski terapiji in seveda naša kanalizacija gre v morje, kjer se prehranjuje ribe. Nekateri ribogojniki ugotavljajo, da se ribe ne razmnožujejo več. In potem se najdejo ribe z ženskimi tendencami in obratno. In riba sama tudi ni na koncu prehrambne verige, kaj ne? Zato tudi sporočilo, ki ga imamo kot zdravstveni misionarji, da kažemo ljudem superiornost rastlinske prehrane. Še več je temu. Plastika. Upam, da vam ne povzročam preveč stresa, še posebej gospe, še posebej, ker ste seboj prenese poliester ali najlon, akrilične žabe, boste videli kmalu najdle naravne materiale. Ampak to je faktor, ki pripomore k temu. Ženske, kako težko je najti modrček iz bombaža, ker večina nedrčkov je narejenih iz najlona. Neka ženska mi rekla, da je mož rekel, da mora čim prej iti ven in si kupiti bombažne modrčke. Pozorni bodite tudi na to, s čim se pere vaše spodnje perilo.
zato ker bo vaša koža to absorbirala. Torej plastika, plastična vlakna, akrilik, poliester in najlon. To so ponovadi 3 plastična vlakna za oblačila. Doma imam lepo oblekico iz poliestra in všeč me. Ampak veste kaj? Ta se me ne dotika, ker imam vmes še druge reči oblečene. To, kar se dotika kože, je pomembno. Pazite tudi, iz česa pijete. Naj bo iz nervečega jekla, stekla ali pa kakšne trde plastike. Nekatere trde plastike so brez BPA-ja, fenolov. Naj vam pokaže, kaj s tem mislim. Estrogen v svoji molekularni obliki ima fenolni prstan in ta fenolni prstan je ključ, ki odpre vrata, da pride v celico. In večina plastik danes ima norfenol, da jih zmehča, ali pa imajo bisfenol A. In bisfenol A najdemo v večini plastičnih stekleničk in tudi konzerve. Kot ste videli, nekaj konzerv, ki ima tako plastično oblogo. Dobi pa se tudi plastične steklenice, ki so brez BPA-ja. Tudi te trde plastike se dobi, ki so brez BPA-ja. Te plastike imajo fenolni prstan. Ko sem nekoč bila še teenager v 60-ih, moj brat je bil starejši 2 leti in ta moj brat je imel en avto Zefa in všeč mu je bil ta avto, ampak njegova armatura je imela razpoko. Se spomnite, da so armature pokale? Danes ne pokajo več. Moj brat je vzel turkizni kožuh in na njo položil kravo, ki je majala svojo glavo gor in dol. Zelo iz 60-ih, kaj ne? Danes ne pokajo več armature. Zakaj? Zaradi norfenola. Zato pa, če kupite nov avto, morate odpreti vrata in pustite, da sonce in zrak kakšen teden pustite, da to vse prezrači. Vprašanje gospe? Torej so konzervirana hrana s tako plastično oblogo prav tako škodljivo kot plastične plastenke. Ne, ni tako slabo. Naj definiram to. Če jaz potujem in sem žena, bom vzela plastično steklenico in jo bom spila in jo vrgla stran. Ne gre se za takrat, ko jo uporabiš in takrat, ko ne. Ampak to, kar delate vsak dan, to ima učinek na vaše telo. Pod Kristusu piše, da je to odločilni faktor pri značaju, pri grejenju značaja. Absolutno. Ampak jaz to jemljem vsak dan. Ampak če pa to plastično steklenico uporabljate in jo polnite in fenoli bodo šli vedno bolj ven. Torej ne gre za takrat slučajno, ko uporabite. Jaz sicer ne uporabljam konzerv doma, zelo redko kdaj. In konzervirane fižole uporabljam samo v primeru, ko se nam kaj prismodi, recimo. Potem moramo na hitro narediti obrok v 20 minutah, ker je nekdo pozabil zmanjšati ogenj. Sedaj torej razumete, da ne gre toliko za tisto slučajno, ko naredite, ampak gre za tisto vsakodnevno stvar. Ampak gre za tisto, kar dnevno počnete, dnevne navade, kot Ellen White piše. Tisto, kar počnete vsak dan, to vas določa, oblikuje. Torej, če jemo nekje zunaj in moj obrok potrebuje sol, bom dala sodium klorid, se pravi najslabšo sol. Redko kdaj, ampak recimo, zapomnite se, gre za tisto, kar počnete vsak dan. Te navade, te določajo vaše zdravje. Te plastike imajo norfenole v sebi, herbicide in insekticide in najhujše pa je glifosat, tudi Roundup. V nekaterih državah je to prepovedano, ker je tako nevarno. Če bi jedli krompirje, ki niso organski, uporabljajo glifosat, da pobijo zgornji del krompirja. Vsak krompir, ki ni organski, bio, ima glifosat. Vem, da Šrilanka je to prepovedala, glifosat, ker je tako veliko kmetov zbolevalo.
te endokrine rake, celo njihovi otroki so zbolevali. V bistvu smo si vedno mislili, da je Roundup varen. Čeprav celo sestanki so bili, kjer so to pili, vidite. Me zanima, kakšni danes te ljudje izgledajo. Zato, ker glifosat deluje na hormone v rastlinah, torej deluje tudi na hormone v našem telesu. Hkrati tudi kemikalije, ki jih imate doma, znebite se jih. Ene izmed prvih reči je, grejo domov, grejo v pralnico in vržejo stran kemikalije. Dobro, pogledajte, kaj imate pri sebi doma. Morda ste slišali za ksenoestrogene. To pomeni estrogen, ki oponaša estrogen. To so te, ki oponašajo estrogen in predvsem plastike z norfenoli in efekt, ki ga imajo estrogenske receptorje v telesu. Naj vam pokažem en tak receptor v telesu. Tukaj so 3 celice, 3 receptorji estrogenov. In prvega si bomo pogledali je ksenoestrogen, kar je to, kar prihaja iz plastike, herbicidov, insekticidov in podobno. Te so 20.000-krat močnejši od človeškega estrogena. Torej, kako veliki so? Tako veliki. Kako velik je moški? Samo sedi v celici, lepo, takole. Ampak človeški estrogen je 20.000-krat močnejši od rastlinskega. Torej, kako velik je rastlinski? Komaj se noter urine, kakor vidite. In to je naravni estrogen, ki ga najdete v veliko zelenjavi, v soji, v rdeči detelji. In slišali ste že za to, ne jejte soje, zato ker ima estrogen v njej. Ja, res je, ampak to je zelo malo. Ampak poglejmo si sojo, ki danes raste v Ameriki, ki je pripravljena za Roundup. Zakaj jo tako imenuje? Zato, ker je bila gensko spremenjena zato, da preživi Roundup. In kmet mi je rekel, da 5krat preden gre na tržišče, je celotno polje pošpricano. Problem številka 1, gensko spremenjeno. To je prvi problem. Drugi problem, da je polno Roundupa, je drugi problem. In to je soja, ki bo povečala raka prsi. Prijateljica je naredila tudi tezo glede tega in ljudje se vprašali, povejte nam glede soje. In je rekla, en stavek imam za vas. Bog je naredil dobro in človek je vse skup zafučkal. Ne bojte se jesti soje, poskrbite samo, da gre za organsko bio sojo. Te ksenoestrogeni imajo močen efekt razmnoževanja celic, ki ga najdete tudi v estronu in estradiolu. Torej, kako lahko te reči obrnemo na glavo? Bog je tako dober, da nam je dal telo z ugrajeno možnostjo, da se samo zdravi. Če mu damo prave pogoje, se bo odzvalo. Številka 1, potem prvo morate izklopiti pipico. Odstraniti morate tableto, odstraniti morate hormonsko terapijo, odstraniti morate meso in njihove proizvode, plastiko, kemikalije. Kako bomo torej nadzirali zanositev? Seks je sestavljen iz 2 dejavnikov. Tudi kontracepcija bi morala biti iz 2 dejavnikov. Ženska ima svojo vlogo in moški ima svojo vlogo. Kakšna je ženska vloga? O njej je zavedeti, kdaj ovulira. Torej, telo ji bo dalo 3 znamenja. Eno znamenje je, da si meri temperaturo vsako jutro. In to meri. In si piše. Potem bo ugotovila, da bo njena temperatura takole padla in potem bo šla gor na višjo raven. In to je njeno znamenje, da je pričela ovulirati. In to se bo običajno zgodilo 14. dne. Moja hčerka Jessica je 40 je rekla, poglej aplikacijo na mojem telefonu, ki mi pove, kdaj sem varna in kdaj ne. Celo telefonsko aplikacijo imate lahko za to. Vsako jutro si vnese noter temperaturo v tisto aplikacijo. To je eno znamenje. Kaj pa je drugo znamenje? Drugo znamenje je sluz v maternici, v nožnici. Torej, ko je estrogen visok, vaginalnega sluza ni tako veliko in bel je. Ko pa je progesteron visok, potem je ta sluz
bolj tekoč in vleče se. Torej ženska se lahko to meri. In tretje znamenje je, da potipa svoj maternični vrat. Torej zelo preprosto. Vsak dan to pretipa. Na začetku sicer nima z ničemer za primerjati, ampak čez tedne, mesece pa opazi spremembe v tem času meseca. Torej, ko te tri znamenja pridejo skupaj. In tako bo ženska lahko definirala točno, kdaj ovulira. In to se običajno zgodi v tem tednu. Tukaj. Torej, kaj ta ženska stori? Reče, moškemu reče, varna sem, nisem varna. Torej, kaj pa je moževa vloga? Moževa vloga je, da v tem času meseca ali nosi kondom, ali pa se nauči umakniti. Brala sem članek o nekem Italijanu, ki se je hvalil s tem, da se je vedno umaknil, da ne bi ženske zanosile. In si mislila, kako lepo. Ker vem, da v Avstraliji morajo ženske storiti vse te čudne reči, da si ustavijo, ali pa na tableto. In tukaj je moški, ki prevzame odgovornost. Kako je pa s sterilizacijo? Jaz sterilizacije ne bi predlagala. Torej, ko so se jaz in Michael poročila, sem bila skoraj 44, on 40, in rekel mi je, želiš več otrok? Sem rekla, mislim, da jih imamo dovolj. Ja, 4, on 6, obratno, no. Rekel mi je, če se naj sterilizira, pa sem rekla, ni potrebe za to. Bova že, sva rekla. In res sva. Zato, ker jaz sem bila plodna še nekje 15 let, preden sem nehala z menstruacijo. In res je, nisem zanosila sploh več. Torej, to dovoli paru, da se odločata, kdaj bosta imela otroke. Moja hčera Jessie sta izbrala, kdaj bosta imela svoje 3 deklice in zelo priročno je bilo. Poročena sta bila 2 leti, preden je Ametist prišel. Ametist je sedaj 15 let star, 16, in njeno veselje je, da vsakeč pride za dovoletne praznike k nam in dela pri nas. In tam je tudi slišala to zgodbo od mame in očeta, ko sta imela predavanje. Ametist se ni prezgodaj razvil. Kako čudovito. Ker mama in oče njena sta odrasla s to prehrano, torej sta dala boljše hormonske, se pravi genske predispozicije za hormone naprej boljše. Torej, odstranite tablete, hormonsko terapijo in to, kar boste danes slišali, bo pomagalo ženskam, da prenehajo za terapijo hormonsko. Odstranite meso in njegove proizvode. Mislim, da z nekaterimi našimi gosti ne želijo tega in zato je zelo pomembno, da ste kot zdravstveni misionarji potrebujete biti odprti za vse načine hoje življenja. Torej, če ljudje nočejo prenehati s mlekom in živalmi, potem jim rečete, naj bo vsaj organsko. Nekoč mi je gospa rekla, ja, potem ne bo mogla veliko pojesti tega, če bo organsko. Rekla, potem se boste pa naučili čudovite obroke pri nas. In večina ljudi resnično gleda na to, kako bi lahko izključili vse te reči. Druga reč, vaša jetra je zelo močan organ, ki ima sposobnosti izniči odvečen estrogen. In to bo storilo na 2 načina. Eno, uničilo bo estrogen v sklopu hidroksi 2 poti. To je ta. Če estrogen gre skozi to pot, potem gre ven iz telesa. Če pa ga pošle preko hidroksi 16 pot, potem pride nazaj v telo 100-krat hujši. Torej, kar vam bom pokazala sedaj je, kar stimulira to in preprečuje to pot. In to so različne prehrane, lahko stimulirajo hidroksi 2 pot in ene izmed teh je seveda vse, kar je iz družine zelja. Vse te podskupine zelja vsebujejo indole. In tudi v teh rastlinjakih tukaj sem videla, kot ste verjetno že vsi videli, ne? Da ta zelje vsebuje indole in ta stimulira to drugo pot in preprečuje to drugo, 16. pot.
Neka gospa mi je rekla in mi pokazala nek dodatek in rekla, moj naturopat mi je dal to, da se zbalancirajo hormone in sem si pogledala in to je vsebovalo indole. In to je koštalo $100 na mesec. In potem je bila tako srečna, ko je slišala, da naj vsebuje skoraj vsak dan poje nekaj iz zelja, no. Nekaj, kar je morda kislo zelje. Tudi to je super hrana, ki pomaga tudi ohranja dobro folo v črevesju. To si bomo še pogledali kasneje. Brstični ohrovt, brokoli, cvetača, bok choy, kitajsko zelje. To je vse iz zelja. Torej vse te vsebujejo indole, ki stimulirajo hidroksi drugo pot in omejujejo hidroksi 16 pot. Vitamin B. In najvišji vir vitaminov B so surovi oreščki in semena. Torej, dobro je imeti vsaj eno pest tega v obroku. Vitamini B6, 9 in 12, ko si bomo gledali črevo, bomo povedali zgodbo o vitaminu B12, ki jo zelo narobe razumemo. Vitamin B12 je v bistvu bakterija. Torej, ko pojemo jabolko iz drevesa ali pa jagodo iz rastline, pojemo B12. Ampak operem jih samo, če imajo zemljo na sebi, drugače pa jih ne perem. Golostebelni sladki koren, tukaj gre za lišče. Če ima nekdo visok pritisk, potem tega raje ne, zato ker to dviguje pritisk. Vprašanje, ali so semena in oreščki boljši, če so namočeni? Nekateri tako pravijo. Ja, res. Ne vem, če ste kdaj namakali oreščke in jih na to sušili, ampak zgubijo malce ta močen okus. Važno je, da dobro prežvečite vaše oreščke. Potem bo vse v redu. Laneno seme. Zmleto laneno seme je najboljši aditiv za zajtrk, ampak pomembno je, da jih zmeljete in pojeste v roku 1 ure. Zaradi maščob, ker zelo hitro razpadajo maščobe, ko so izpostavljeni svetlobi, kisiku. Tudi če jih zmeljete, jih lahko imate nekaj časa v zmrzovalniku. Gospod pravi, preveč tudi ni dobro, ker vsebuje cianid. Zelo zanimivo, prav Barbara. Res, ker vsebuje cianid, tudi semena jabolka vsebuje cianid, tudi semena marelic vsebujejo, se pravi semena, tudi mandlji in seveda tudi laneno semo, nekaj malega. In ko gre to v vaše telo, encimi iz slinavke sprostijo rhodinase in ko pride ta v rakovo celico, ubije raka. Torej, ne smete pojesti preveč. Nobenega ne poznam, ki bi tega jedel eno skodelico na dan. Mi lahko prosim napišete rhodinase? Torej, rhodinase. To v celicah povzroči, v bistvu razoroži cianid, ampak rakave celice nima rhodinase. Zato pa ubije rakave celice. Ampak nekaj stvari je tukaj pomembnih. Se pravi, jesti jih je potrebno, še vedno je potrebno imeti nekaj prebavnih sokov slinavki. Če jemo meso, potem skoraj nič ne ostane od prebave. Vprašanje. Torej vse to, zelje, vitamin B in lakrica, vse to stimulira izločanje estrogena skozi jetra. Tako je, tako je. Torej prva točka je, prenehajte s tem, kar moti vaše hormone. Druga točka je, znebimo se viška estrogena. In tretja reč je, krema, ki se imenuje Wild Anise Yam Cream, Anise Wild Yam Cream, avstralska krema. In ta krema vsebuje diostinin. Glavna sestavina je meksiški wild yam, druga sestavina pa je Vitex oziroma Chase 3. Ko to kremo nanesete na kožo, maščobne celice sprejmejo diostinin in stimulirajo
to pot, ki ga ti telo uporablja, da proizvaja progesteron. In ko spodbujate progesteron, avtomatično spravite tudi estrogen pod kontrolo. Če je estrogen previsok, ga bo spravilo dol, če je prenizek, ga bo dvignilo. Isto s testosteronom in adrenalnim hormonom. Adrenalinom. To lahko naročite preko spleta, ali pa če se zberete in naročite celo škatlo, dobite to ceneje. Kako torej to apliciramo? Narahlo pomočite prstek do polovice prvega členka in ena gospa je nekoč namakala cel prst in je tako prehitro porabila kremo. Ena kremica bi morala trajati 3 mesece. Torej, malček nanesite na notranjo stran nadlahti, drugič na prsa, drugič na trebuh, drugič na notranjo stran stegna in tako menjate vedno aplikacijo. Zjutraj in zvečer se to aplicira za 3 tedne. Torej, ženska, ki menstruira, to aplicira 3 tedne vsak dan, medtem ko je njen progesteron najvišji. Če ženska ne menstruira več, potem, zato ker je že izgubila maternico ali je končala ali pa je v menopauzi, potem izbere samo 1 teden v mesecu, kjer te kreme ne aplicira. Neka ženska mi je rekla, to kremo sem uporabljala in je delovala. A res? Kako dolgo ste jo uporabljala? Rekla je 2 meseca. Naj vam pokažem, kaj se je zgodilo v 2 mesecih. Ona ima veliko hormonsko neravnovesje in njeni simptomi to tudi kažejo. Po 2 mesecih, kje so te ravni? Približno tukaj. Kje jih pa želimo? Tukaj jih želimo. In tako se mi predlagala, da naj to dela vsaj 1 leto, da dobi nazaj hormone v ravnovesje. Ko sem v Bronxu nekoč učila, mi je 9-letna punca povedala, ki je imela menstruacijo. In se mi predlagala Anne's Wild Yam Cream za 1 leto, da se njeni hormoni zbalancirajo. Poznala sem tudi 92 let staro gospo, ki je bila na tej kremi zaradi njene osteoporoze. Vidite, progesteron spodbuja celice, ki gradijo kosti. Videli sem jih mnoge, ki imajo probleme z ščitnico, ki gredo na to kremo. Da veste, da visok estrogen povzroča probleme funkcije ščitnice in to je lahko del programa, ki ga vi predlagate, ko boste začeli drug teden sami sestavljati programe z različnimi boleznimi. In sedaj boste tudi vidite, zakaj. Vprašanje gospoda, kako naj uporabimo Anne's Wild Yam Cream, recimo pri osteoporozi. Isto se uporablja, isto. Kako izgleda aplikacija za žensko, kako pa z moškim? Moški to aplicira 2-krat na dan, ampak on nima tega 1 teden počitka, zato ker moški nimajo cikla kot ženske. Torej, zakaj bi to moški uporabil? Recimo za probleme s prostato. Nekoč je bil pri nas gospod, ki je imel 3-mesečne injekcije, ker je poskušal testosteron znižati. Visok estrogen v moškem lahko povzroči previsok testosteron. In ta testosteron se lahko preoblikuje v obliko testosterona, ki povzroča vnetje prostatne žleze. Naj vam povem nekaj zelo zanimivega. Če ima moški jemlje cink vsak dan, ta cink preprečuje pretvorbo testosterona v to nevarno obliko testosterona. In kaj ima največ cinka? Bučna semena. Bučna semena. Hvala, Kasper. Vsi smo jedli bučna semena to jutro. V bistvu ena zdravstvena pisateljica je pisala, če bi vsak moški imel dovolj cinka, potem ne bi imeli probleme s prostato. Zelo zanimivo. Tudi vidite, zakaj. Torej za moškega bi to uporabil za probleme s prostato. Naj še končam to zgodbo s tem moškim. On je slišal to reč in imel je prej 3 mesece injekcij, da bi zmanjšal testosteron. Začel je razvijati prsi in dobil je teplotne vročinske valove. Slišal je to in se odločil, da ne bo več hormonskih injekcij dobival, jemal. Začel uporabljati Anne's Wild Yam Cream. Začel je piti več vode, začel je hoditi, pričel je jesti rastlinsko prehrano, zato ker en razlog je bil preveč jajc in pišancev. Pričel je telovaditi, šel v posteljo zgodaj
Prenehal je z dnevnim kofetkom in rdečim vinom za vikend. To so prava zdravila. To ni pravo zdravilo, to so prava zdravila. To je vaša osnova. Te reči sigurno pomagajo, ampak Psalm 104:14, Bog je dal zelišča človeku v rabo. Torej, zelišča nam lahko pomagajo, ampak prej moramo imeti to osnovo, 8 načel zdravja. In mislim, da razlog, zakaj jaz takih problemov nisem imela, čeprav sem jemala tableto nekaj let pred mojimi otročki, mislim, da je to zato, ker sem že živela bolj zdrav življenjski slog, prava zdravila in nisem videla teh hormonskih neravnovesij v mojih otrokih. Se pravi, te naravne stvari to lahko storijo, ampak pač traja malce dlje. Večina ljudi s temi problemi pa želijo pomoč takoj, hitro. Bog pa je dal zelišča človeku za službo, v rabo. Doma je vprašal, kaj pa, če bi jedel ta wild yam? Dr. John Lee je rekel, da če jeste to, potem izgubite. Zdaj, ker jetra to razstrupijo. Rekel je, da 400-krat več dobiš aktivnih reči preko kože. Torej, to je zanimiva točka pri tem, da si jo zapomnite. Ta moški je implementiral ta življenjski slog in s kremo je začel in njegova žena mi je poslala mail 10 mesecev kasneje, rekla, da so se prse zmanjšale, nima več vročinskih valov. Pri zdravniku se je testiral in njegova raven testosterona je bila na najboljši ravni sploh. Kako neverjetno telo. To je implementacija pravih zdravil in vzeti zdravila, ki nam pomagajo to prestaviti v ravnovesje. Torej, 4. točka mora vedno biti prava zdravila. Se pravi 8 načel zdravja. Bolezen je prizadevanje narave, da telo osvobodi stanja, ki je posledica kršitev zakonov zdravja. Zato to, kar v bistvu učite, je v bistvu tole. Načela zdravja. In to učite v detajlih. Zato, da bi te informacije s tem pridobite svoje goste s temi informacijami. Nekoč mi je gospod rekel, vsi vi pravijo, moram piti vodo. Ampak vi ste mi povedali, zakaj. In sedaj pije vodo. In isto z drugim moškim, ki ni hotel jesti zelenjave. Je rekel, vsi hočejo, da jem zelenjavo. Ampak vi ste mi povedali, zakaj. Veste, kako je, da je Bog naredil naše možgane na ta način? Kaj ni tako? Naredil je naše možgane na ta način. Da se vprašamo. 1. Tesaloničanom 5:21. Preizkusite vse reči in držite se tistega, kar je dobro. Mi naj bi bili glava in ne rep. Edino upanje, da bodo razmere boljše, je poučevanje o pravilih načelih zdravja. Torej, jaz grem v cerkve in k učiteljem in nekateri izmed cerkvenih članov pridejo do mene, mnogi ne pridejo, zato ker mislijo, da vse vedo. Nekateri pridejo in vaši in jaz jih učim učence in učim tudi brate in sestre v cerkvi. In ena cerkev, kjer sem bila, smo imeli cel teden predavanja in ljudje so bili navdušeni, ker gre za zanimive reči. Nikoli se ne utrudim predstavljati te reči, zato ker so zanimive. In napolnili so cerkev vsako noč, 80 ljudi vsak večer. In rekla sem jim nekoč, pokazala vam bom, kako reprogramirati vaše možgane. Pokazala vam bom, kako se vaše možgani postanejo bolj pametni in modrejši. In vse je to zanimalo. In potem so rekli, ja, bomo imeli to v času bogoslužja, torej nekaj himen bo. Avstralija je sicer zelo nebogaboječa država. Zato so to rekli. In niso dobro poslušali. A veste, kaj so oni slišali? Želim preuzgojiti moje možgane. Torej, prišli so in govornik je rekel gostom cerkve, pridite bolj zgodaj. Torej, prišli so bolj zgodaj, so se posedli in šele kasneje so prišli vsi člani cerkve, ki med tednom niso bili in so bili šokirani. Njihova cerkev je polna. Torej, smo jih morali dati na hodnik. Kaj take, toliko ljudi še niso videli v cerkvi. A ni to zanimivo?
Zakaj so prišli? Zato, ker ste nagovorili njihov intelekt. In na koncu teh prezentacij o umu je veliko članov gledalo se med seboj in so si rekli, pa se to je bilo zanimivo. In je bilo že konec predava. Torej, naslednje leto, ko se vrneš tja, so številke še večje, zato ker je veliko ljudi okusilo te informacije. In čigave informacije so to? To so Božje informacije. Dva zdravstvena sanatorija v Alabami in še eden v Denverju sedaj vozita po našem programu. Zakaj? Zato, ker deluje. In eden izmed gostov je rekel, ste prodali to ni? Ne, to sem jim podala. Se to ni moja stvar, da prodam. Zastonj ste dobili, zastonj dajete. Tukaj je torej vaš fundament. Torej, kaj smo odkrili, je to, da to pomaga veliko ženskam zgubiti težo. Zato, ker veliko žensk tudi, ki ima probleme zgubiti težo, ne bodo nikoli bile sposobne zgubiti težo, dokler je njihov estrogen visok. Razumete? In tudi bolje spijo po noči. Tole je veliko področji, kjer to pomaga. Videli smo ženske, ki so prenehale z antidepresivi in tudi nekateri moški. S tem, ko so jemali jam kremo in s tem spodbudili srečni hormon, tako so se počasi lahko znebili antidepresivov. To je zdravilo, ki je potrebno počasi odstraniti. Zelo počasi. Razumete, kako veliko področji je povezano s tem? Vprašanje gospoda. Ali je mogoče to kremo uporabljati predolgo? Ne, da bi vedeli. Imate lahko preveč hormona sreče? Ni toksične doze progesterona. Obstaja pa definitivno toksična doza estrogena. Edinkrat, ko sem slišala uporabo na dolgi rok, gospa me je kontaktirala in mi rekla, v ILDM uporabljam že 7 let, je to problem, je vprašala in sem rekla, ne, da bi jaz vedela. Rekla, dobro se počutim z njo, ampak večina ljudi po enem letu ali 18 mesecih je ponavadi dovolj. Vprašanje, omenila sta nekaj bolezni, ki jih lahko razložimo s tem. Lahko menite še kakšne bolezni, ki lahko uporabijo to kot rešitev. Ja, začela sem z veliko simptomi, premenstrualna napetost, fibroidi in ciste na jajčnikih in policistični jajčniki, endometrioza. Absolutno številka 1 je, da ta estrogen zbijemo, zato ker ta estrogen povzroča to. In to morate razložiti ljudem. Ta estrogen hrani fibroide, ciste in hrani endometriozo. Zato ker zakaj gre tu? Gre za promotorja rasti celic in hkrati aplicirati obkladek ricinusovega olja na trebuh. Danes popoldne bomo to bolje razložili. Vprašanje gospe. Če je nekdo rastlino jed, ali lahko plastika to sproži? Ja, absolutno lahko. Pri nekaterih ljudeh je to malce vsega in spoznala sem tudi nekaj rastlinojedov, ki nikoli niso jedli mesa, niti na tabletah in imajo hude hormonske neravnovesja. Potem najdemo to plastiko, plastična vlakna. Te seveda lahko tudi to sprožijo. Še ena reč, ki jo ponavadi ne omenjam, ampak omenila bom to sedaj, zato ker ste moji učenci. Zerolenon. Zerolenon je to je plesen. In zerolenon je običajno v žitih prisoten. V večini držav to testirajo žita, glede na ta zerolenon. In zerolenon ima estrogenski efekt. V Avstraliji testirajo za te ravni v žitih. Ampak nikoli tega ne bo nič zerolenona. Veste, kaj pravijo? Da reče, ta raven je ravno, ta raven pa ni. In v Avstraliji vzgajamo zelo veliko pšenice in to skladiščimo v velikih silosih. In
Jutro je hladno, popoldne pa vroče. Kaj se zgodi, ko je sonce? Potem tako nastane plesen. In torej zelolino. To sem vam sedaj omenila zato, ker ima učinek kot estrogen. Zato ljudje, ki jedo veliko žitaric, vse iz pšenice, skozi, neprestano, potem je lahko tukaj preveč ogljikovih hidratov in tudi enega žita, in to je pšenica. Ampak to je samo na pšenici? Večinoma je na pšenici. Pšenico ponavadi testirajo, zato ker imamo res veliko tega. Ker Avstralci res veliko žitaric pojedo. Pšenice. Iz česa je vse tam? Iz katerega žita? Iz pšenice? Gospa vpraša, zakaj tega ni prej omenila? Če gre to tako pomeno kot ostale stvari? Ja, Barbara pravi zato, ker grem z vami bolj globoko kot učitelji. In tega ne omenjam vedno, zato ker nimam toliko časa. In zelo sem razburjena z tem učnim programom tukaj, ker lahko grem bolj v detajle. In ko boste vi učili, boste samo površino omenjali. Jaz pa učim veliko globlje. Tako da vidite, kako je lahko visoko ogljikohidratna dieta tudi problem. V Mehiki so za rastni stimulant uporabljali zerolol, kar je v bistvu anabolični agent iz zerolanona. Ugotovili so pa to, da ženske, ki so to jedle z mesom, ta meso je dobil zerolol kot stimulant za rast, in ženske so to jedle, pri nosečnosti so njihovi otroci, mali fantki, njihovi jajčki niso bili razviti, penise niso bili razviti, in vsi otroci so pričeli imeti te čudne probleme z reproduktivnimi organi pri 5, 6, 7 letih, in to so izsledili do tega zerolola, anaboličen agent, ki so ga dajali v meso iz zerolanona. Zdaj, ker zelanonon ima estrogenski efekt. To je torej še en razlog, zakaj zmanjšati pšenico. Gospa sprašuje, če so še kakšna hrana, ki ima estrogenski efekt. Ne, nima. No, rastline so, ampak rastline, kot vidite, je to zelo nizek učinek. Fitoestrogen. Moški sprašuje, problem z reproduktivnimi organi pri fantkih, je to zaradi neravnovesja hormonov. Tako je. Se da to pozdraviti? Glede na leta? Ja, verjetno se da, ja. Ne vem. Imam knjigo, ki se imenuje Mycotoxins, se pravi plesnovi toksini. In ta knjiga piše o učinkih na zdravje živali in človeka. In tam noter je zgodovinar, ki piše o ukrepih glede riža, ki sem jih omenjala včeraj, in tudi zgodba o tej zgodbi, ki sem vam jo ravno povedala. Torej, ta knjiga kaže, da mikotoksini in efekt na naše zdravje, človeško. Vprašanje gospe bo še enkrat ponovila. Laneno seme je najboljše, če ga zmeljemo. A je tako? Ja. Nekateri, kot sem jaz, ki ima probleme z prebavo in ga ne morem jesti celega, ker rata blato še bolj trdo, čuden primer, ne razumem. Torej ga ne morete jesti, če ga zmeljete, ker če ga zmeljete kot fin prah, mora biti v prahu. Ja, ja. Torej v finem prahu ni problem. Torej, če jete celo laneno seme, potem pogledate na WC in vidite celo laneno seme. Zato ga je potrebno zmleti. Ker sicer ne dobite hranil. Ja, v prahu mora biti, tako ja, zmleto. Zato, ker mletje ga spremeni v prah. Torej, če punca hitro dobi svojo periodo, zgodaj, potem jam krem lahko uporablja, če ima premenstrualne probleme, lahko uporablja fibroide ali karkoli. Ja, lahko uporablja to kremo. Če je ženska kdajkoli bila na tableti, naj bi šla tudi na to kremo, zato ker morda
ne bo videla morda veliko simptomov, ampak včasih ženske ne vidijo teh simptomov, dokler ne pridejo do menopavze. Torej, kakšni so simptomi? Ja. To je lahko različno pri vsakem. Poznam pa tudi ženske, ki so šle na to kremo in so začeli razvijati laske na bradi ali pa različnih delih telesa in so rekle, prenehamo z tem, da bo nehala rasti lasi. Sem rekla, ne, raje jih populite. Hormone lahko zbalancirate, ampak ne moremo ustaviti rast dlake. Nismo še v nebesih. Lahko to sami populite, je to še dobro. Poznam moške, ki so šli na to in ni bilo všeč, da so preveč ženski. To jim bo torej pomagalo. Imela sem tudi moškega, ki bi rekel, všeč mi je ta krema, ker mi vrača moškost. Mislim, da veste, kaj s tem mislim. Da mu dovoli, da ima boljšo erekcijo, ki je prej ni mogel imeti. Morda ne bo 50-letniku dati več take moči kot pri 20 letih, ampak sigurno lahko to pomaga. Tako veliko področje, kjer ta krema lahko pomaga, zato bi vam rada pokazala tudi, kaj v bistvu hormone vrže iz ravnovesja in kako nazaj pripeljati do ravnovesja. In če boste razumeli te hormone, boste razumeli tudi, zakaj ima tak vpliv. Ugotovila sem tudi in bi vam rada v zadnjih 5 minutah pokazala, kaj se zgodi z žensko v menopauzi. Torej, žensko v menopauzi. Nekaj splošnih simptomov ženske, ki ima problem z ravnovesjem hormonom, vročinski valovi, dobi težo, ne spi dovolj dobro, nima želje po seksu. Jem krim lahko pomaga pri vsem tem, absolutno. Ampak še en problem, v katerem se znajde in je težko, da je seks boleč. Torej, lubrikant se ne proizvaja več in celice, ki so v njeni vagini, so zelo nežne. Torej, kaj lahko se stori za to? Nekaj, kar je postalo popularno, se imenuje Yoni stones, eni kamenčki. Narejene so iz kamnine jade, neke vrste marmor, v kitajskih dinastijah, da bi mladim konkubinam lahko pomagal, da so bolj seksualno čvrste za cesarje. Zakaj pa danes ženskam pomaga? Naj vam razložim zakaj. Da jih narišem te kamenčke. To je največji kamenček in izgleda kot jajček. Tukaj je drugi največji kamenček. Tu je srednje velik kamenček in tukaj je najmanjši kamenček. In imajo dve mali luknjice spodaj. Vstavite zobno nitko, za lažje izločiti. Torej, kar ženska s tem naredi, vzame večji kamenček in ga vstavi, dokler se dotakne njenega materničnega vratu. Ne bo niti vedela, da je tam. In potem ga nosi 1 uro na dan, prvi teden. 2 uri na dan, drugi teden. 3 ure na dan, tretji teden. 4 ure na dan, četrti teden. 5 ur na dan, peti teden. In potem to nadaljuje kamenček 5 ur na dan, rečemo 6 mesecev. Do takrat bodo njene medenične mišice močne in tako lahko prestopi na srednjo velikost kamenček. Potem te nosi 5 ur na dan, 6 mesecev in potem prestopi na najmanjši kamenček. Naj vam narišem ta medledvični pas mišic in zakaj to pomaga ženskam. Torej, ko so te mišice raztegnjene, če raztegnemo ta pas, tole je popek in tole je trtica, tole je sečnica, tole je vagina in to je anus. Ta mišica, to je sistem mišic, to so vse mišice, ampak okoli teh področji so mišice bolj tako. Tole gre v bistvu za mišice. In ko ženska držite kamenček v sebi, potem mišice začnejo to držati. In te mišice so kakor katerekoli druga mišica, ko jih začnete trenirati, potem povečate pritok krvi tja. In ko povečate pritok krvi, ta pritok krvi, se spomnite, življenje je v krvi. Ko je dovolj krvi, potem imate tudi dovolj kisika, dovolj hranil in dovolj vode in dovolj izmeta smeti. In ta pritok krvi hrani vse te žleze, ki dajo lubrikant, hranijo celice, ki so okoli vagine. In po 3 mesecih ženske mi pravijo, hvala, Barbara,
Seks me ne boli več. Celice, ki so okoli moje vagine, niso več tako občutljive. In tudi lubrikant se vrne. Razumete zakaj? Zakaj postanejo te kamenčki popularni? Neka gospa, ki je bila 70 let stara, je slišala za to in je kupila te kamenčke in mi je rekla, jaz sem dala največjega not in je padel ven. Kaj to pomeni? Da nima nič več mišičnega tonusa. Kaj naj storim, je rekla? Sem rekla, pojdite na trampolin 3 minute 3-krat na dan in to bo ojačilo tudi ta pas, dokler ne bo dovolj močen, da bo lahko držal tudi ta kamen. Zakaj bi ona torej želela ta Joni kamenček? Ona je poznih 70-ih, seks ni sicer neki več del njenega življenja, ampak bila je inkontinentna. Torej, ko jačate vsta sklop vseh teh mišic, avtomatično jačate tudi mišice mehurja, jačate tudi analne mišice. Vsta področje se jača. Mišice ne poznajo starosti. In prešla k meni gospe, ki sem rekla, imam prolaps. To je to, ko maternica pade do odprtja vagine. Kako nerodno je to, neudobno. In te gospe, obe dve, sta imeli operacije, kjer je doktor rekel, da lahko to zašije, ampak potem bi mogel staviti mrežico. Mrežica sicer ni delovala. Torej, sedaj imata prolaps z to mrežico, dokler ne počakata na vrsti v bolnici, da jo lahko operirajo, da jo umaknejo celo maternico. In potem so slišali to predavanje, če bi to le vedele, sta rekla. Torej, zakaj zdravnik uporablja mrežico? Saj ni on kriv. Zato, ker mišice nimajo tonusa. Ne more jih zašiti, zato ker ni tonusa v njih. Naša odgovornost je, da ohranjamo telesa fit, močna, dobro nahranjena. Tako, če pride do problema, in rada bi še povedala, da predlagala, da če vaš telo fit in dobro hranjen, verjetno ne bo dobil prolapsa. Sicer pa prolaps pride tudi zaradi poroda, ki morda ni šel ravno po pravi poti in zdravniki naredi vse, kar je lahko. Saj veste. Ampak, vidite, mi se tukaj bojujemo proti gravitaciji. In moč prihaja s tem, ko se upiramo gravitaciji. Pomembno je tudi ženskam, da počepnejo. Lahko počepnete vi? Vsak dan naj bi počepnili. Tudi moj mož lahko počepne. Sicer nima teh mišic, ampak tudi on je vesel, ker lahko počepne. Gospa vpraša, kaj je vzrok slabih mišic? Primarni vzrok je v bistvu kršitev naravnih zakonov. Ker celice niso nahranjene, dobro z vodo, niso dovolj spočite, mišice niso dovolj uporabljene. Gospa sprašuje naprej, kaj pa za to področje, ker recimo vsej hodimo, gremo na sprehod, ali je treba še kaj drugega, take telovadbe. Veliko ljudi sploh ne hodi, to je problem. Tudi veliko ljudi sploh ne telovadi. In ne morete obtožiti porod, ker jaz sem jih imela 6. Torej ne gre za rojstvo. Žensko telo je bilo narejeno za to, da rojeva. Ženska sprašuje, ali to pomaga tudi z moškim, ki težko oziroma velikokrat urinirajo po noči. Ja, lahko malce pomaga, ampak problemi s prostato, to so področja, kjer jam krema lahko pomaga. Moja hčera Jama je rodila dvojčka pred 17 leti in oba dva sta bila približno 2,7 kg in to je veliko. In rekla je, da se je njen trebuh močno izbočil. Močno. In potem, ko je rodila, ko je kašljala ali pa kašljala, se smejala, je urin malo puščal. In se mislila, da je to nekaj, s čimer mora pač živeti, ker pač pritisk bi tak, ne? Teh dojenčkov. In potem je slišala za te kamenčke, jih je naročila, uporabila in po 3 mesecih se je lahko smejala, kašljala in ni puščala urina. Torej, ojačala je svoje ta pelvične mišice. Ženske, ki veliko čepijo, imajo veliko močnejši pas teh mišic. Jaz lahko brez problema počepnem. Ko sem bila noseča z mojim zadnjim otrokom, ki je sedaj 33,
Takrat sem prebrala knjigo Janet Velasquez, ki je priporočala počepanje. Torej vsak dan sem čepela 10 minut, da sem se navadila čepeti. In ko sem z otrokom počepnila, je šel ven z enim potiskom in to je bilo to. Ga je treba kar ujeti, vam pade. In potem sem nadaljevala še s počepi, ker mi je se ratalo udobna pozicija. In če gledate na področjih, kjer ženske veliko čepijo, nimajo tega problema s prolapsom, zato ker jača te mišice in uporabljajo te mišice. Tudi skakanje po manjšem trampolinu je zelo koristno, ki jača vaše core mišice, jedrne mišice. Poglejte vaše telovadbo Pilates. To jača vaše mišice jedra in pomaga tudi naši hrbtenici. Mi imamo tako veliko, da bi lahko dali ljudem, kaj ne? Z vsem tem informacijam. Toliko veliko. Zato, ker je Bog želi, da mi vsi smo blagoslavljeni in imamo dobro zdravje. Naj molim za zaključek. Oče nebeški, hvala ti za vse, kar si nam dal danes. Hvala ti za to telo, ki je neverjetno čudovito narejeno. Čudovita so tvoje dela. Naj moja duša to ve dobro. Oče, daj nam vse razumevanje in pokaži nam, kje nas želiš imeti. V Jezusovem imenu. Amen. Jaz se še opravičujem za kakšne slabe prevode, ker direktno prevajam, ker veliko časa prešparam s tem, ampak se bistvo je razumljeno. Hvala.